postnem času stopamo v boj s svojo sebičnostjo in s svojimi strahovi. Ali bomo zbežali pred seboj, ali pa bomo pustili Jezusa, da z nami zgradi živ odnos, ki nas vodi po poti življenja. S Sonjo so najin začetki te skupne poti življenja zarisani pred 35 leti. Takrat sem v toplem poletnem dnevu na okno zagledal Sonjo z njenimi modrimi očmi, ki je zrla v svet, sem se takoj zaljubil. Prešeren nasmeh, ki mi ga je poslala z okna, je kot morski val pljusknil, moje srce ga objel in takrat sem si obljubil. To dekle bo nekoč moja žena. Vprašal sem jo, ali veš, zakaj imam vse zvezde rad? In ker nisem vedela, sem ga vprašala, zakaj. Zato, ker ne vem, katera zvezda je tvoja. Če najstnici pove to, njen bodoči mož in fant, je to nekaj najlepšega, kar lahko na tisti dan izve iz ust njega samega. Najina ljubezen je bila zelo lepa, zelo iskrena. Na tej najini ljubezni sva gradila temelje, vendar nisva gradila z vero, tako da nisva znala niti preobraziti te zaljubljenosti v podarjajočo ljubezen. Nisva znala vstati in spregledati. Ta vrelec tukaj bi danes moral brbotati, biti razburkan, pa žal nam to danes ni uspelo. Po 4 letih zaljubljenosti sva se z Dušanom poročila in zaživela v najemniškem stanovanju v Zagrebu. Bila sva zelo srečna, najina ljubezen je bila res edinstvena, bila sva midva in verjela sva, da se to nikoli ne bo končalo. Hrepenela sva pa po nečem več in nisva vedela, kaj je to. Želela sva spreminjati drug drugega. Vendar, ko sva stopila ta korak spreminjanja drug drugega, so nastopile preizkušnje. Najhuje je bilo, ko sva se znašla v bunkerju, oborožena, jaz z avtomatsko puško, Sonja pa v eni roki z granato, v drugi roki pa s pištolo. Bila je noseča. V Zagrebu, kjer sva živela, sva izgubila oba službi in sva se morala preseliti domov. Ko sva prišla domov, v tistem razburkanem času ni bilo mogoče najti kakšne zaposlitve. Zato sva delala priložnostna dela. Sva vedno iskala možnost za preživetje. Veliko sva se tudi selila in takrat so se nama rodila tudi oba otroka. Najprej Amadeja, takoj za njo pa še Filip. Vse to, kar se je dogajalo z nama, nas je zelo razdvojilo in nisva si več zaupala, nisva več živela ljubezni, nisva se pogovarjala in prišel je zelo hud čas. Takrat sem razmišljal, kaj naj storim, da bi bila midva srečna. V moje ranjeno srce je stopil hudi duh in se polastil mojih misli in mojih dejanj. Velikokrat sem imel po noči hude nočne more. Dušan se je po rojstvu otrok zaljubil v njiju. Mene je potisnil v ozadje. Bila sem obupana, tako zelo, da sem razmišljala o tem, da se razideva. Nikjer ni bilo več trohice ljubezni, nikjer ni bilo zaupanja, nikjer ni bilo pogovora. Živela sva kot dva tujca. In še zmeraj nisva vedela, kako naj vstaneva, kako naj spregledava. Kako naj spregledava z očali Božje ljubezni. Čeprav sva upala in vedela, da obstaja nekje nekaj več. Ko pomešamo črke imena Jezus
dobimo sezuj. In res je Jezus na najni skupni poti zelo premešal najni srci in naj v sezu. Stopala sva bosa skupaj po tej poti, polni kamenja, trnja, preizkušenj, nerazumevanja, neodpuščanja. In tako je počasi Jezus, ki nas je tiho spremljal, pripravljal in vzgajal za najno nadaljnjo pot. Ko sva povabila Jezusa v svoj odnos, se je zgodil velik čudež. Začela sva veliko moliti, prebirati Sveto pismo in odkrila razodete vrednot. Podarjala sva drug drugemu to, kar je Jezus uresničeval v najinih srcih. Veliko sva delala na svojem odnosu, začela sva se pogovarjati, ljubezen je zopet zacvetela. V tistem času sva tudi stopila v zakonsko skupino in morava reči, da je veliko dobrega pustila v najinem odnosu. Začela sva graditi in pa negovati ta najin odnos, kajti zakonske skupine so cvetoči vrtovi, iz katerih zadiši po Jezusu. Pred 9 leti se nama je rodil tretji otrok, ki je bil izprošen. Verjamem, da vsem malim čudežom, ki so se nama dogajali takrat v življenju, je bil to največji čudež. In točno na datum rojstva moje babice se je rodila Katarina, 2 tedna prehitro. Leto dni kasneje sem zbolela za rakom in je bila to za našo družino ena težka preizkušnja, ki se je zelo dobro končala, ker ni bilo nobenih posledic. Midva sva spregledala z očmi srca in ostala v Jezusovi ljubezni. V postnem času imate izjemno priložnost, da poglobite svoj odnos s pomočjo Božje besede. Pri tem pa priporočava postopnost. V postu dobrotopnost Božje besede v vaših srcih. In kadar se midva objameva, verjameva, da naju objame tudi Jezus. Zato vam želiva veliko objemov. Nikoli ne pozabite, da za tem objemom je tudi Jezus.